To preiskovalno novinarstvo je za bralca lahko dolgočasno. Mogoče bi primerjal s tem, kot so brokoli za otroke. Otrokom rečemo, ja, so zdravi, so dobri, vitamine imajo oziroma so koristni, ampak otroci jih nočejo jesti, kaj to pomaga? Boljše, da pa nekaj takega napišeš, da bo tudi užitno za bralca, da bo prebavljivo. In ključno je bilo pri meni nekaj, da sem razkrinkal ne samo te trgovce z orožjem, kot njihove nečedne posle, da sem to povezal z samim dogajanjem med slovensko osamosvojitvijo in sem prišel do šokantne ugotovitve, da so isti trgovci z orožjem in vojni hujskači, da so isti ljudje. In to je po moje ena od poant te knjige. Novinarstvo je v tem času bolj potrebno kot kdajkoli prej, ampak prav tisto ne novinarstvo kot pripisovanje, kot recikliranje že znanih informacij, ampak tisto večno spraševanje, večno iskanje in pač poskušati iti tam, kjer drugi ne morejo ali si ne upajo. Moja knjiga Prevarana Slovenija je neke vrste nadaljevanje, nadgradnja in pa dejansko postavljanje v okvir že prejšnjih del, ki sem jih skupaj s soavtorjem napisal kot trilogija V imenu države. Obravnava obdobje slovenskega osamosvajanja, predvsem govori o tistih stranpoteh, temnih plateh slovenske osamosvojitve. 25 let je minilo in mislim, da je že čas, da se govori tudi o teh negativnih plateh. Zakaj? Zato, ker je bila dejansko osamosvojitev toliko velika stvar, da si lahko privoščimo to in da smo jo dobro odnesli. To je ena stvar. Drugo, kar me je dejansko vodilo k tej preiskavi, je to, da sem imel ogromno materijala, ogromno podatkov, dokumentov, 10 metrov, 10 tisoč dokumentov ali še več, in pogovarjal sem se s številnimi ljudmi in potem se mi zdi, da bi bilo škoda, če tega ne bi objavil.